Kako komentirate to, ker mi je zelo zanimivo bilo ti si šeril, Ivo Baskarol je podaril 25 milijonov. Doniruje občini. Videl sem sicer nekaj, to je bilo bolj na Facebooku, ne? Ja, tudi to ni bilo. Čakaj, folk je malo hejto to, ne? Ja. Na polno. A res? Na LinkedInu ne, ker je druge vrste, ampak na Facebooku ampak greš malo pogledati. Sploh si ne predstavljam, kaj je proti argument. Aha, da je to verjetno itak korupcija. Okay. Ne, on itak nateguje cel live državo, dobiva subvencije in to zdaj, kar je on taka je narativa. In jaz mislim, da imamo Slovenci en velik problem. Velik problem v glavah, v miselnosti, v vrednotah. Tok hejtamo uspešne ljudi, tok hejtamo, da je praktično kot uspešen posameznik nemogoče narediti dobro dejanje v očeh naroda. Za vse definitivno. Ampak to je meni neverjetno. Ne? Se pravi, on ne bi mogel narediti akcije, ki ne bi bila v velikem delu kritizirana. In to je moralno, to je narobe. To je narobe. Zato, ker si ti nimaš nobenega sposobnosti sojenja dobro pa slabo, ker je vse slabo, ker izhaja iz tega človeka, ko imaš mnenje proti bogatim, recimo, proti uspešnim. Ja, jaz sem se z enim, nekdo smo se pogovarjali in je rekel, zakaj, a niso davki za to? Zakaj on ni nagradil, on je iz tega pogleda dal, zakaj on delavcem ni dal tega? Vse bo dal neki. Na neki bo dal. Zakaj ni 25? 3 evre na dan dela. Ja. Čakaj, da bom več. To je ful. Ja, to je... Če si 4 leta delu, kaj? Koliko je to na let? 3 krat 356 je koliko? 360. Malo manj kot Jurija 200. Recimo Jurija na leto, ko si bil zaposlen, tam si dobil pač, ne. Ja. Eni so tako, po 15 let, 15 jurjev. Ja, to je ena plača ekstra na leto, za nazaj si dobil. Za nazaj, ker ne bi rabo, bolj je pomemben, da ne bi... Več aspektov je tukaj. Najprej bi sam to rekel. Nekoga je ful zmotil, da on je to zdaj občini dal, ne? In se je država, davki, oni tak davke plačuje, a niso davki za to mehanizem. Ne? Zakaj bi on občini? Mogo bi vse dati zaposlenim. To je bil en. Ja, to je bil en. Pa ful mi je bilo to zanimivo, ker uradni PR naslova je bil, da je Ivo Baskarol 25 milijonov dal občini. Ampak potem je bolj se razširila novica, ki je 24 ur povzel to, da je bil pa naslov Ivo Baskarol bo dal 3 evre na dan. Kar se tako, če poslušaš... Clickbait članke popolnoma in veš, kad ti zračunaš, pa kaj, nekdo bo dobil 300 evrov, tako na hitro lahko narediš neko malo napačen izračun in je tako, stari... To je 600 evrov na mesec, recimo, če bi hitro zračunal. Oni so tako dali. On je prodal firmo za slabih 300 milijonov, delavcem bo dal pa drobtine. A veš, to si ti lahko, to je lahko nekdo... To nisem pomislil. Ja, to je in v to se je folk ful zapičil, ne. No, to. Zakaj pa ne da 5, zakaj pa ne da 10? A to je bilo na 24 ur verjetno v komentarjih. Tudi na Facebooku. Tam je najslabš. No, ampak ja. Moj na svetu. Rekel si prav, Kdo komentira na 24 ur, stari? Mislim, kjer ima account na 24 ur? Ja, to je noro. Se zdaj mogoče lahko s Facebookom. Hotel sem sam, da ti pritrditi, da si pravilno opazil, zato jaz sem to opazil. Bil je negativen sentiment ob tej novici. Tako in kar dozega je bilo. Ma se, kad to naredijo v Ameriki, je isto, da folk reče, da to je samo za da take tax avežna, da dajo. To je najbolj pogost argument, ne? Ker recimo ta Zuckerberg pa njegova žena, Prisila, Chen, ali kako se piše. On dva sta, isto sta v tem 99 bosta dala na stran in pol sta bolnico zgradila in podobno, ne. Sej folk ne mara Zuckerberga, ne, ampak ja, to je negativni sentiment in jaz mislim, da je zelo, veš kaj je zelo nevaren, ne. Zelo nevaren je, ker znamo obsoditi slabe akcije, to je dobro, ne znamo pa nagraditi dobrih akcij, ne. In jaz mislim, da ti raboš ta vzvod socialno, ki bi potiskal svet
k dobrim akcijam pri posameznikih. Zdaj Elon Musk je isto prodal je nek del delnic in je dal v charity večino, se mi zdi, ali pa celo vse. In jaz mislim, da ko se nekaj tazga zgodi, da ne smemo biti cinični. Ne, on to, ne vem, a veš, vedno imaš lahko neke teorije v svoji glavi, pa teorije zarotne, da bi mi to nagradila, ne? Da bi ploskali, čeprav ga ne maraš. Kako misliš? Mislim, da bi bilo ful boljš za družbo. Kako misliš, da bi nam to lahko, ker veš, kaj se jaz bojim, pa me zanima, če imata vidva rešitev. Kako si jaz predstavljam, zakaj pride do tega? Predstavljajte si, rodi se v Fužinah, v najemniškem stanovanju, kjer že od malih nog najemodajalec, lastnik fleta, nateguje tvoje starše za najemnino. Okay. To je prva neka zgodba, ki imaš. Pol slišiš starše, da država nateguje njih glede neko socialno pomoč, ki jo ne dobijo, pa tako naprej. Pol slišiš fotra, da ga nateguje šef, ki mu je obljubil, pa ni, pa ga odpustijo, pa tako. Pol matko nekdo nateguje, pol sosed nateguje zato, ker je klical policijo, ker si ti imel 5. rojsten dan, pa ste imeli malo muskov na glas, pa te sosed hotel nategnati. In zdaj ti vse izkušnje z ljudmi, ki so na tvojem levelu ali pa nad teboj, predvsem te nad teboj, so te cel life nategvali. In zdaj si ti star 35 let in ti slišiš nekdo, ki je nad teboj, bi pa kao nekaj dobrega naredil za tvojo občino. In si skeptičen. Tako, ti tega nisi videl. In zdaj, kako ti temu človeku daš upanje v sočloveka, medtem ko vsi ljudje, ki so bili izven njegove primarne družine, so ga probali nategniti v life. To se mi zdi, da je težko rešiti. Absolutno. Tako da na nek način imam compassion do teh hejterjev, čisti iz tega, njihov life story verjetno ne dopušča možnosti, ker je Ivo Boscarol naredil nekaj dobrega, nekaj nesebičnega. Absolutno. Kako to zdaj obrnati? Ja, težko mislim. Mislim, isti. Jaz se ful dobro point izpostavil in res ta sočutje do teh ljudi. Spet pridemo do tega vprašanja, kakšna je tvoja slika sveta, kako svet deluje. Še vedno v naši družbi je dosti tega, da podjetnik je nekdo, ki krade. Ni, se pravi, nekdo, ki je nek... Zato, ker je to včasih... Nekdo, ki je uspel na račun ostalih. Tako. To je še zero sum game je. Če bo nekdo ima več, ima nekdo manj. Ja. In če bi lahko to, če bi kle lahko začeli, da podjetje je lahko, oziroma biznis, če ima nekdo biznis, da to je lahko neki čist... Mislim, eni že pravijo, da to je nemoralno, da je to lahko nekaj moralnega in čist dobro namernega, da če bi se že ta premik v glavi zgodil, bi bila to neka pot do tega, da bi več ljudi spremenili mnenje.